Radijski misijon 2023, ko se temelji reda podirajo. Sedmi dan. Kaj nam je storiti? Svet, v katerem smo, je minljiv. Minevanje pomeni propadanje, to pa neizogibno pomeni tudi bolečino. Kot da to dejstvo ni dovolj, si bolečine zadajamo še drug drugemu. Zato in tudi, ker ob mnogih vprašanjih, ki smo jih našemu misionarju, nadškofu Marjanu Turnšku zastavljali v prejšnjih nagovorih, se bomo danes skušali odpreti v prihodnost. Zato smo sedmi, zadnji dan, naslovili z Kaj nam je storiti? Gospod nadškof, lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. Pred nagovorom tudi danes prosimo za križ in za molitev. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Dobri pastir, ti vodiš svoje ljudstvo kot čredo. V najsvetejšem prestoluješ, razodeni svoje veličastvo. Zbudi svojo moč pred nami in pridi, da nas rešiš. Pridi k nam, Gospod, Bog vsemogočni. Pokaži nam svojo ljubezen in bomo rešeni. Amen. Tudi danes sva z vami poleg nadškofa še kolegica Marjana Debevec in Tadej Sadar ter Božja beseda, ki nas spremlja ob začetku vsakega nagovora. Za danes smo izbrali odlomek iz pisma apostola Jakoba. Postanite uresničevalci besede in ne le poslušalci, ki sami sebe varajo. Če je namreč kdo poslušalec besede, ne pa njen uresničevalec, je podoben človeku, ki ogleduje svoj rojstni obraz v zrcalu. Pogleda se, a odide in takoj pozabi, kakšen je bil. Človek pa, ki pozorno motri popolno postavo svobode in vztraja in ne postane pozabljiv poslušalec, temveč njen dejaven uresničevalec, bo blažen v svojem delovanju. Če kdo misli, da je pobožen, a ne brzda svojega jezika, temveč vara svoje srce, je njegova pobožnost prazna. Smisel človeka je, da na bolečino odreagira z ljubeznijo in tako počasi iz nezanimivega kamna oblikuje biser. Vsakokrat, ko ta smisel skušamo obrniti drugače, prej ko slej človek zadane ob zid. Tako tudi sedaj. Vse to je tako ali drugače zapisano tudi v Svetem pismu, vendar ga je zahtevno brati, kot se je izkazalo tudi nedavno ob vprašanju v nekem kvizu in odgovoru, ki je vznemiril javnost. Ljudje si pač želimo čim bolj natančnih navodil, kar pa je verjetno nemogoče. Ja, lahko bi pa rekli, da je Sveto pismo navodilo za uporabo človekovega življenja. Kajti, če je Bog ustvaril človeka in vse stvarstvo, pomeni, da je položil v to stvarstvo in tudi v človeka določene zakonitosti, tako čisto fizikalne, kemične, kakor tudi psihološke in duhovne. In te značilnosti ali te posebnosti, zakonitosti, ki jih je Bog dal, je mogoče nekje tudi zaznati, prebrati. Tako je gotovo Bog najprej pravila za uporabo človekovega življenja vtisnil v človekovo srce. Tam gotovo ta navodila so. Res pa je, da znamo in zmoremo ljudje na ta navodila tako nalepiti marsikaj. Ali nam svet nalepi in sami nalepimo stvari, plakate, ki reklamirajo nekaj drugega od tega, kar je Bog si zamislil s človekovim življenjem. In zato kdaj ne zaznamo teh pravil za življenje v pravi meri ali samodelno, ali pa včasih popolnoma narobe razumemo človeka, hotenje človeka, voljo, razum, našo duhovno sposobnost.
Ja, tako bi lahko rekli, da je potem Bog na nek način prišel človeku naproti, zlasti po izvirnem grehu, tudi na ta način, da se mu je začel razodevati. Torej po zunanjih znamenjih, ne samo po notranjih, ker to ni bilo dovolj, ampak mu je prišel naproti tudi od zunaj. No in eno takih globokih, najpomembnejših znamen ali sredstev za spoznavanje Boga in ob tem tudi človeka samega sebe je Sveto pismo. To je torej Božja beseda, ki je prišla človeku naproti, da mu je razodela to, kaj je, kdo je, zakaj je, čemu je, torej smisel človekovega življenja. In prav je, da smo pozorni na to besedo, ki nam prihaja naproti. In da jo znamo uporabljati. Kot vsak stroj, ko ga kupimo, dobimo zraven knjigo z navodili za uporabo. Tako lahko tudi dejansko prebiramo Sveto pismo. Vedno znova in znova odkrivamo prav tiste namige za življenje, ki jih v tistem trenutku, v tisti situaciji potrebujemo. Omenili ste stroj in navodila, ki jih pa ponavadi kar preskočimo. Delamo tudi ljudje tako s Svetim pismom? Ja, lahko bi rekli, da se to pogosto zgodi, da že kar naprej mislimo, da vse vemo, ne? Pa potem, ko se nam pa stroj pokvari, potem pa vzamemo v roko knjigo in gremo raziskovati, zakaj se nam je ustavil stroj, zakaj se nam je pokvaril. No, tako morda deluje kdaj tudi človek, ko v življenju ne stečejo stvari tako, kakor bi rad, ko pride trpljenje, bolečina, takrat pa morda dobimo zopet spodbudo ali pa tudi najdemo čas za to, da vzamemo v roke Sveto pismo, pa ob njem poskušamo najti odgovor na napako, ki se nam je zgodila v življenju. Kaj pa storiti, da bo Božja beseda živela v nas, da bo pravzaprav živela naše življenje? Imate mogoče kakšen konkreten nasvet? Vem, da vedno več kristjanov se poslužuje jutranjega prebiranja Božje besede in potem je njihovo življenje skozi ves dan postavljeno na povsem drugačnih temeljih. Ja, jaz sem tudi prepričan, da je tako. Če začnemo z Božjo besedo dan, že rek pravi stari, ne, z Bogom začni vsako delo in bo dober tek imelo. In to pomeni tudi, kdaj vzeti v roke Sveto pismo zjutraj. Gotovo je to ena boljših variant, ne? Da se zjutraj obrnemo na Sveto pismo ali ga pogledamo dnevno Božjo besedo, ki jo najdemo danes že na vsakem aparatu, ki ga imamo s seboj. Vendar je še pred tem, kdaj pa bomo začeli to uporabljati, ne? Ali kdaj bomo želeli Božjo besedo uporabiti, takrat, ko bomo najprej se z njo udomačili. To je prvi korak. Neka udomačitev z Božjo besedo. Kako se pa udomačitev zgodi? Sem se ob tem spomnil na Malega princa in lisico, ne, ta zgodba, ki jo mnogi poznajo. Je tudi Mali princ je lisico enkrat vprašal, ko mu je rekla, da morata se udomačiti, ne, pa pravi, kaj pa je to udomačitev? In potem mu lisica razlaga, ne, ker pač Mali princ je z drugega planeta. In pravi, tako, vsak dan se bomo zmenila za srečanje, za zmenek, ampak tako, da boš vsak dan se malo bliže k meni usedel. In se bova pogovarjala, ne. In ko bova čisto blizu prišla, takrat bova udomačena. No, Božja beseda je nekaj podobnega. Vsak dan jo vzeti, vsak dan se ji približati, vsak dan malo bližje k njej priti, ne? In potem ti postane Božja beseda nekaj domačega. Konec koncev je dobro se kako Božjo besedo tudi naučiti na pamet, da jo lahko ponavljamo ob določenih trenutkih. Torej, ponavljanje Božje besede je tako, kakor da se spominjamo recimo nekega človeka, večkrat se ga spominjamo, bolj nam je domač. Tudi bolj zahrepenimo po ponovnem srečanju z njim. Tako je tudi z Božjo besedo. Še zlasti, če se zavemo v nekem trenutku, da je Božja beseda pravzaprav Jezus Kristus. On, to je oseba, Božja beseda je oseba, ki je meso postala in je med nami prebivala.
Torej, ko beremo Sveto pismo, je prav, da se zavedamo, da je to oseba, ki govori to Božjo besedo. In ko to vzamemo za res, ne, potem gotovo tudi smo bolj pozorni pri posluhu, ne, ko poslušamo Božjo besedo, da zaznamo njeno vsebino, kam sodi v tem mojem trenutku, zakaj zdaj to besedo slišim, kaj mi ta beseda govori. No, tako se počasi udomačimo z Božjo besedo in ko jo ponavljamo, ko se večkrat na njo spomnimo, potem nas ta Božja beseda tudi oblikuje. Tako kakor tudi druge besede. Sej pravimo zopet s pregovorom, povej mi, s kom se družiš in povem ti, kdo si. In če ti jaz povem, da se veliko družim z Božjo besedo, bo kmalu jasno, kdo sem. Ne? Ker me Božja beseda bo oblikovala, bo začela vplivati na moje življenje. Zato je dobro, še enkrat poudarjam, nekaj Božje besede, torej nekaj Svetega pisma znati tudi na pamet. Zakaj? Zato, ker to, kar znamo na pamet, lahko vedno uporabljamo. Poštevam, ko znamo na pamet, zato jo lahko vedno uporabljamo, ko jo potrebujemo v življenju, v vsakem trenutku. Tako tudi, če znamo nekaj takih temeljnih svojih stavkov Božje besede na pamet, jih lahko tudi dejansko v vsakem trenutku uporabimo. Spodbudil bi tudi k temu, mi imamo danes veliko pametnih aparatov, ne, rečemo pametni aparati, oziroma naprav, ki jih dejansko stalno nosimo s seboj. Telefon imamo skozi seboj. In na telefonu, hvala Bogu, lahko pridemo tudi do Božje besede. Bodisi do dnevne Božje besede, imamo aplikacije, ki nam jih že kar same vsak dan ponudijo, postavijo na ekran, ali da sami poiščemo celotno Sveto pismo in tiste odlomke, ki jih v določenem trenutku želimo, recimo. Lahko si tudi tako uredimo, da nas vsakih toliko časa, uro, vsake 2 uri, 3 ure z znakom spomni ta naprava in bomo samo mi vedeli, čemu služi ta znak. Ja, spomni se Božje besede, spomni se, da živiš v Bogu, da je On tukaj, da se v njem živimo, se gibljamo in smo. No, tako, mislim, da bi bilo dobro in zelo, zelo koristno, da te naprave in aparate uporabimo tudi v ta namen. Tudi na računalniku, ko mogoče v službi delamo ure in ure na računalniku, zopet lahko uredimo, da vsakih toliko in toliko časa nam mogoče na ekran pokaže en stavek Božje besede in nas tako poveže s to živo Božjo besedo. In samo tako bomo potem tudi v življenju odločali se po Božji besedi. In cilj je to, ne? Da nas Božja beseda tako usvoji, da bomo potem hote ali ne hote, ne? Potem vseeno se odločali v življenju tako, kakor nam Božja beseda svetuje. No in morda bi tu spomnil še na razne svetnike in učitelje duhovnega življenja, ki nam pogosto, skoraj vsi bi lahko rekli, nas spodbujajo pravzaprav k temu, da bi pred pomembnimi življenjskimi odločitvami si vzeli kar nekaj časa za branje in premišljevanje Božje besede. Recimo sveti Ignacij Lojolski je znan po tem, ne, da je rekel, pred res bistvenimi življenjskimi odločitvami bi bilo potrebno vsaj 40 dni intenzivno brati Sveto pismo, premišljevati ob njem in seveda ob tem nekako izpostavlja to situacijo, to odločitev, da mi Božja beseda, da mi Sveti Duh torej navdihne odločitev, pokaže, razsvetli situacijo. Tako so nastale tudi njegove 40-dnevne duhovne vaje, ne, ki pravzaprav se ne delajo vsako leto, ampak pred takimi temeljnimi življenjskimi odločitvami pa bi bilo dobro, zdaj, če že ne spravimo skupaj 40 dni, pa nekaj dni bolj intenzivnega branja Božje besede bi pa se verjetno dalo. Blizu tebe je beseda, je zapisal apostol Pavel in verjetno tako blizu, kot je sedaj s temi napravami, ki jih imamo dobesedno skozi, verjetno nikoli. Tudi na ta način lahko to razumemo, ja.
Vendar pa je v Stari zavezi, tudi v Svetem pismu seveda, večkrat beremo o Bogu, ki kaznuje. Razlagalci bodo povedali, da Bog ne kaznuje in da kazen pravzaprav pride sama od sebe. Kdaj torej brati Sveto pismo dobesedno in kako prepoznati prenesen pomen? Najprej bi takole rekel, ne ali. Ne dobesedno, ne samo prenesenem pomenu, ampak Božjo besedo je treba brati kot celoto. Tudi v smislu, da razumemo, kako je nastajala. Ker samo, če jo razumemo, kako je nastajala, potem bomo lažje prodrli tudi do bistva. No, rekli ste, da v Stari zavezi je večkrat pokazan Bog, ki kaznuje, ne? Ja, tudi to je treba razumeti. Sveto pismo je nastajalo tisočletja. Pomeni, da je tudi zavest človeka o Bogu, pa tudi v samem človeku, pa v naravi se je razvijala, je rasla, se je poglabljala. In to so, ko beremo Staro zavezo, lahko vidimo tako neke temeljne trenutke v tej zgodovini, v tem zgodovinskem razvoju, kako se je podoba Boga razvijala. Zato ne smemo teh podob, ki so z današnjega vidika, z nove zaveze nazaj gledano, praktično neprimerne podobe, jih samo negativno razumeti. Zato, ker je tudi možno videti eno rast. Recimo, če je Abraham najprej mislil, da mora darovati sina, potem pa je ob tem Božjem delovanju spoznal, da mu ni treba sina darovati, ampak da naj žival namesto njega daruje. Vidite, to je tudi en kulturni napredek v zavesti človeštva. Če so prej v vseh teh verstvih pa idolom darovali človeka, celo svoje sinove in hčire, potem ta Bog, ki se pa Abrahamu razodeva, Izraelu torej razodeva, pravi ne, to se ne dela. In je potem namesto tega na nek način pokazal, da se da darovati tudi živali. V nekem naslednjem koraku pa pravi, niti živali, ne potrebujem daritev živali, vaših klavnih in jedilnih in ne vem kadilnih daritev, ampak vaše srce potrebujem. Ne? A vidite, kako in se Bog potem postopno razodene tudi v Jezusu Kristusu v Novi zavezi kot oče, kot ljubezen. No, najprej je to treba razumeti, da je Sveto pismo tako nastajalo in ga tudi v tem kontekstu razumeti in ga naobračati potem nase. No, ker sem rekel, da ne eno, ne drugo razumevanje ni dovolj, tako bi rekel, da je najprej potrebno vzeti Sveto pismo v literarnem pomenu. Torej v dobesednem, literarnem pomenu besede. To je temelj. In zato tega literarnega besedila ne spreminjamo. Ostaja originalen, tak kot ga je zapisal pisatelj, ki je bil navdihnjen od Svetega Duha, seveda v nekem zgodovinskem trenutku, v nekem okolju, v neki kulturi, in to je prav, da zdaj razumemo, da lahko potem tudi najprej literarni pomen razumemo. Ker posamezne besede so v neki dobi pred 3000 leti pomenile nekaj drugega, kot pomenijo danes. Iste besede. Ampak je pomembno, da ohranimo ta literarni pomen, da se vedno znova lahko vrnemo k temu nekemu objektivnemu pomenu Svetega pisma, ki je literarni pomen. Potem naslednji korak je, da se vprašamo morda, kaj pa je to besedilo, oziroma tisti, ki ga je izrekel Bog, torej je hotel povedati svojim sodobnikom. To je prvi korak. To je že malo več od literarnega pomena, ne? Ker vemo, da naše besede pomenijo nekaj več kot zgolj to, kar slišimo, ne? Če smo pozorni. Naslednji korak pa je, da poskušamo iz tega besedila izpostaviti to, kar velja za vse čase. No, to pa že potem malo ta prvotni pomen, literarni pomen dvignemo iz tistih zakonitosti, ki so veljale takrat, in poskušamo to razumeti bolj univerzalno, ne, za vse čase in vse prostore, za ves svet. In končno, recimo, pa pridemo do tega, da
se vprašamo, kaj pa to za mene pomeni v moji trenutni življenjski situaciji. No in tu not v tem procesu, ki sem ga zdaj na nek način pokazal, so potem skriti tako literarni pomen, tako potem tudi duhovni pomen ali preneseni pomen, cel kupen takih pomenov, ki potem mi dajo meni osebno neko sporočilo, ki mi ga Bog v tem trenutku daje. Ampak je pomembno, da vem, kaj je v literarnem pomenu, da lahko potem tisto naobrnem nase. Najpomembneje pri branju in premišljevanju Svetega pisma se mi pa zdi to, da ne zgubimo pred oči, da ko beremo Sveto pismo v Svetem pismu, pravzaprav nismo in ne smemo biti osredotočeni samo na to, kaj beremo, torej samo na literarni pomen, ampak na tistega, ki govori. Torej, da nas branje in premišljevanje Božje besede pripelje do Boga, ki govori Božjo besedo. Torej, da pridemo do osebnega stika z Bogom. To se mi zdi kar pomembno, ker lahko včasih beremo Sveto pismo, pa nekaj ne razumemo, pa brskamo potem po komentarjih in ne vem kaj, in dejansko zgubimo izpred oči ali pa iz svojega srca, da smo to šli brati zato, da bi se z Bogom v živo srečali, da bi slišali Božjo besedo zame v tem trenutku. No, tako bi rekel, da bi tukaj bilo dobro tudi misijon uporabiti za to, da poglobimo ta svoj odnos do Božje besede, da vzpostavimo morda tudi nek bolj reden stik z njim in tudi to, da vadimo, da nas Božja beseda vedno želi pripeljati do osebe, Očeta, Sina in Svetega Duha. Tako to se mi zdi, da je kar pomembna stvar vstopiti v živi stik s tistim, ki govori Božjo besedo. Ja, in ko stopimo v ta živi stik, kot ste omenili, potem avtomatsko nekako nas to pelje navzven. In kot vemo, je Cerkev v svojem bistvu misijonska. Nekateri pravijo celo, da je to njena najgloblja identiteta. To pa je težko, ker si kot misionar vedno na očeh, sploh danes, vsaka napaka vzbudi dvom v iskrenost tudi lahko. Kje začeti misionariti tukaj in zdaj? Tukaj in zdaj. Torej, začeti oznanjevati, misionariti tukaj in zdaj, torej tukaj, kjer sem. Mi zdaj tukaj v studiu. Drugega pravzaprav evangeliziramo, drugega misionarimo in skupaj misionarimo tudi naše poslušalce, med našimi poslušalci po celi Sloveniji in še čez. Tako, torej, ne misliti, misionarjenje je nek projekt, ki ga moramo načrtovati, začeti in ga potem sklenemo. Misionarjenje ali evangelizacija, danes tudi pogosto rečemo in slišimo, ni nek projekt, ni nekaj za poleg, ne? Ko bomo en projekt končali, bomo drugega začeli. Ne, tega projekta ne bomo nikoli končali, ker nam je na nek način zapisan v naš DNK kot cerkve. Kristus je postavil cerkev prav zato, da bo sredi tega sveta misionarila. Tako nas tudi na koncu svojega zemeljskega življenja pošilja, pravi, pojdite po vsem svetu, učite vse narode in naredite jih za moje učence. Tega ne moremo nikoli izpolniti do konca. Nekje drugje tudi pravi, ko je svoje učence se za časa življenja pošilja okrog, rekel, grede pa oznanjajte. No, vidite, ta grede lahko razumemo, živimo, vsakdanje življenje, grede pa oznanjamo. Se pravi, ne da bomo zdaj oznanjali, pa ne bomo oznanjali, ampak naše življenje mora biti dejansko oznanjevanje. Pojdite po vsem svetu, je tudi tako zanimivo to naročilo, ker potem pravi, in naredite mi vse narode za moje učence. Včasih imamo v prevodu in učite jih, ampak pravzaprav je vsebina naredite, zato ker kaj pomeni narediti enega človeka za Jezusovega učenca? To je to, da ga naučiš živeti, da ga pravzaprav tako najprej pripelješ do Kristusa, potem ga pa Kristus osvoji.
Torej, evangelizacija ni v tem, da bom jaz prepričal vas ali nekoga o Jezusu Kristusu, da je Bog, da je odrešenik, ampak predvsem tem, da jaz človeku pomagam priti do srečanja s Kristusom, do živega srečanja s Kristusom, potem pa je Kristus tisti, ki mora tega človeka nagovoriti in ga mora usvojiti, ne jaz. Tako, v tem smislu, ampak kako se pa to naredi? Tako, da živim jaz najprej kot kristjan in da z drugimi ljudmi živim krščansko v odnosih, da oni tam začutijo, kaj je to krščanstvo, kaj je to, da živim iz osebnega odnosa z Bogom. Ne, to je. In ko z drugi z menoj živijo, v bistvu jih jaz delam za kristjane, v narekovajih. Ne? Na tak način, kot mojster uči vajenca. Ne? In na ta način se on lahko potem zares osebno sreča z Bogom, s Kristusom. Torej, tam, kjer si, oznanjaš. Ne? Omenili ste napako, ne? Oziroma, da misionarji ali kristjani delamo tudi napake in da je to kontraproduktivnost. Ja, po eni strani je seveda kontraproduktivno, po drugi strani pa je to normalno. Konec koncev, če smo ljudje, ne, omejena bitja, delamo tudi napake in delamo napake tudi na tem področju. To pa pomeni, da je Bog, da je tudi Kristus, ko je cerkev poslal v svet oznanjevati, moral računati naše napake. In napake, tudi grehi, ki so napake, ne, ali zlorabe, ali ne vem kaj, lahko vse najdemo tudi znotraj cerkve, to na konec koncev lahko Bog obrne tudi v dobro. Če mi sodelujemo, jasno, seveda, če evangelizator ne prizna, da je naredil napake, je to katastrofa. Tudi zato, ker bo se začel skrivati, cerkev pa ni zato, da bi se skrivala. Kljub temu, da ni popolna, je poslana, da je tako, na dlani bi lahko rekli, vsem na očeh. Pa to spada k kristjanom. Zato nima smisla se na nek način skrivati, niti ko delaš neumnosti. Ampak ko spoznaš, da si naredil neumnost, da jo upaš priznati, da se upaš opravičiti tistim, ki si jih s tem prizadel. In seveda tudi Bogu, da se opravičiš. In če to narediš, je pa to lahko prednost. To pa lahko ljudje zaznajo tudi kot nekaj velikega. Da upaš priznati svojo nepopolnost, svojo napako, svojo zmoto, da jo poskušaš popraviti. Ne? In to ti da pa dejansko še večjo kredibilnost, kakor če ne bi naredil napake. Ker da pa ob tebi doživijo to, da si ob napaki sposoben take drže, da? Pa ljudje kmalu začutijo, da tu pa res mora biti nekaj več, kakor samo nekaj človeškega. Tako da je to lahko tudi pozitivno. In jaz mislim, da je Bog to uračunal v to naše poslanstvo. Ne? In ko tako pridem skozi eno svojo napako, recimo, sem gotovo bolj utrjen, kot sem bil prej. In lahko še z večjo vnemo in tudi večno gorečnostjo grem naprej po tej poti evangelizacije. Vsi krščani smo poklicani k svetosti in k oznanjevanju vesele novice. Če bi to prevedli v ljudski jezik, bi morda lahko rekli, da smo poklicani k temu, da smo pošteni in dobri. In to bo tudi že prvi korak k oznanjevanju. Verjetno pa drži, kar je zapisal James Malone v knjigi Božja prenova, da brez dejanj našim besedam ne bodo verjeli, toda brez besed ne bodo razumeli naših dejanj. Kako se torej lotiti teh dveh temeljnih nalog vsakega krščana? Ja, se bo treba lotiti, ne? Prva misel, ki mi v tem pride, je to, da ni dovolj, da smo pošteni in dobri. Ker konec koncev to so lahko tudi neverni. Mnogi ljudje, tudi nekristjani, drugače verni in neverni so pošteni in dobri.
To spada k človeku na splošno, bi lahko rekli, ne? Da je to ni nekaj, kar krščanstvo doda človeški naravi, ampak to spada k njemu. Zato se mi zdi zelo pomembno to, kar smo že prej malo razmišljali, da temelji moja dobrost in poštenost še nekaj globlje. Ne, da temelji v mojem živem odnosu z Bogom. Da je to tisto, kar sije iz moje dobrote in mojega poštenja. Ne samo, da je to spada k naravi človeka, ampak jaz se za to zavzemam iz enega osebnega prepričanja, iz osebnega odnosa in tudi ne morem drugače. Glejte, apostolska dela, če gremo malo gledati, ne? Kako se je prva cerkev obnašala. Zelo jasno vidimo, da je na začetku osebni odnos z Jezusom Kristusom. Vsi so se najprej osebno srečali. Jih je poklical, hodi za menoj. Šele potem in naslednji korak, ko jih je poklical, ko so bili poklicani, ko so se srečali, so morali še v sebi to srečanje predelati. Ali se bodo pustili osebno pritegniti osebi Jezusa Kristusa ali ne. Mu bom pripadal ali mu ne bom pripadal. Torej, srečanje, potem pa pripadnost. To je zelo pomembna stvar. Kateri skupini pripadaš, od tega odvisno, kako bo živel. Če eni klapi pripadaš, ki razbija luči po ulicah, boš pač tudi ti kmalu razbijal luči po ulicah. Če pa pripadaš eni klapi, ki je Kristusova klapa, ne, boš pa delal nekaj drugega. Vidite, kako pomembna je pripadnost. Ne? No in potem iz teh dveh, tega osebnega odnosa, srečanja in potem pripadnosti Jezusu Kristusu, se potem rodi osebno krščansko življenje, ki pa ga ne moremo si predstavljati brez neke skupnosti. Zato vodi to v pripadnost cerkvi. Ne? Pripadnost tej skupnosti in to je nenehen trud, nikoli dokončana zadeva je ta pripadnost skupnosti, živeti krščansko. Nikoli nisem na koncu. Ne? Tako da tudi moje življenje, tako besede, kakor dejanja, ne, krščanska, se razvijajo, se poglabljajo. Če to namerno živim, če se trudim, potem dejansko ljudje ob meni, ko živijo z menoj, vedno bolj najprej čutijo, da jaz živim iz nekih drugih izvirov morda kot oni, potem pa znajo tudi vprašati. In ko vprašajo, takrat pa pride beseda na dan. Ne? Ko vprašajo, ja pa kako je mogoče, da ti si sposoben tako živeti? Tako nesebično ali pa kaj, ne vem, tako da iz tvojega življenja izvira vprašanje. In ko ga postavijo, takrat lahko človek začne pa govoriti, pravzaprav oznanjati. Takrat pa začne oznanjati Jezusa Kristusa. Vidiš, ker sem srečal v življenju Jezusa Kristusa, zato jaz lahko tako delam ali čutim, da je to moj način življenja. Tako bi v tem oznanjevanju lahko rekli, da je na prvem mestu pričevanje. Ne z besedo, ampak z življenjem. Pričevanje, ki je najbolj nekako uspešno, če je v obliki služenja. Torej, najprej začeti služiti. Ne najprej govoriti, jaz sem kristjan in zato bom to pa to. Ne? Ampak začeti služiti, videti, kje je človek, s katerim živim, s katerim delam, doma v družini, na delovnem mestu, na cesti, v trgovini, kje kaj potrebuje. Kje potrebuje pomoč. In tam smo na razpolago, da mu služim. In kdor ne verjame, naj poizkusi, po nekem času, ko boš enemu človeku vsak dan na razpolago, bo čez nekaj časa se on tudi ustavil pa rekel, čuj, kaj se pa s teboj zgodilo. No, takrat, ko bo pa to vprašal, takrat pa lahko jaz začnem z osebnim pričevanjem. Vidiš, odkar sem jaz zares v živo srečal Jezusa Kristusa, jaz ne morem več drugače.
No in tako se odpre potem prostor tudi za besedo, za oznanjevanje besede. Poglejte, podobno je bilo, kjerkoli gledamo v Svetem pismu, recimo ta proces nastajanja učenca, ne? Janez Krstnik, ne? Recimo en tak prvi takšen primer. On pokaže na Kristusa, to je njegova naloga. On je živel en poseben način življenja in to je ljudi pritegnilo. Potem je pa prišel trenutek, ko je lahko pokazal na Kristusa. Ni pokazal na sebe, ampak pokazal na Kristusa. In dva učenca, vemo, prva sta šla za Jezusom, kje stanuješ? Ja, pridita in poglejta. Vidite, tudi Jezus ni začel najprej z blagri, ne? Ampak je rekel, pridita, pa bosta videla, kak jaz živim. Ja? Ista logika. In zakaj bi mi uporabljali drugo, kot je Jezus uporabljal? Ne? Ali recimo srečanje Jezusa z Nikodemom. Nam zopet razodene marsikaj, ne? O tem srečanju z Jezusom, kako dopustiti, da te Bog lahko vedno bolj ljubi. Ne? On je na začetku nekako je začutil privlačnost, pa še ni čez dan upal priti, pa je prišel po noči, da ga noben ni videl, ne? Ampak počasi je dozorel, da pa je potem lahko tudi po dnevi šel in sta skupaj z Jožefom iz Arimateje vzela Kristusa, snela Kristusa s križa in poskrbela, da so ga položili v grob. Vidite, to pa takrat pa je že bil učenec praktično, je že upal tudi navzven javno pokazati, da pripada temu krogu. Ja, govorimo o tem krogu cerkvi, torej kako pa bi lahko postala bolj evangeljska, manj institucionalna, vsaj navzven. Papež Frančišek nas večkrat vabi, da bi resnično oznanili Jezusov evangelij, da bomo tako lahko postali res privlačni za ta svet. Ja, zopet bi rekel, problem ni institucionalnost. Zato, ker konec koncev nobena stvar na tem svetu ne more brez neke institucije preživeti. Lahko se začne po nekem navdihu, po nekem tako, ampak ta navdih, če je ta pravi, bo prej ali slej v življenju vzpostavil neke inštitucije, če to tako imenujemo, ali pa neke strukture, ki bodo omogočale, da bo ta navdih živel naprej, da bo konec koncev tudi mene preživel. Ker če ne bo z menoj navdih propadel, če ne bom uspel tega navdiha spremeniti v nek način življenja, v neke korake, ki jih bojo lahko tudi drugi videli, uporabljali tudi brez mene konec koncev. Ne? Torej, institucionalnost cerkve ni kot taka problem. Konec koncev, če pogledamo Jezusovo delovanje, ne, je on sam postavil neko inštitucijo, neke temelje cerkvene inštitucije. Zbral je apostolski zbor, to je inštitucija. Postavil Petra. In kako so to razumeli? Jasno so razumeli, ko je Juda Iškariot odpadel, da jih mora biti 12. In so pritegnili še enega. Naslednja inštitucija, ki jo je postavil ali struktura, je Peter sredi tega zbora 12. Ni poleg, ampak je eden izmed, ampak ima eno posebno nalogo. In to, kar je Jezus postavil, mi ne moremo zdaj kar tak odstraniti. Pomeni, da mora to tudi služiti evangelizaciji. To pa je zdaj pomembna stvar, ne? Da uvidimo, da inštitucija sicer mora biti, ni pa bistvena. Da ne služi evangelizacija inštituciji, ampak inštitucija evangelizaciji ali misijonskemu poslanstvu cerkve. In dokler neka inštitucija služi temu, je dobra. Ne? Pomaga oznanjevati. In tudi pomaga dejansko biti cerkvi prepričljiva sredi tega sveta. Ko pa se pokaže, da neka inštitucija ne služi več oznanjevanju oziroma evangelizaciji, pa pomeni, da jo je treba nekoliko spremeniti. Da je treba videti, zakaj zdaj ne deluje to več, kar je recimo 200 let delovalo, ali 300 let, ali 50 let delovalo.
zdaj pa ne deluje več. Pomeni, da so se zunanje situacije verjetno tako spremenile, da na ta način ne bo šlo več naprej. Mogoče je taka sodobna primera, ne? Do zdaj smo imeli vse avtomobile, pa vse na motorje z notranjim izgorevanjem, torej na bencin in nafto, ne, bi po domače rekli. Od zdaj naprej pa verjetno bo tega vedno manj. In bomo imeli avtomobilske motorje na elektriko ali ne vem na kaj, na nekaj drugega. Zato, ker ta inštitucija teh motorjev z notranjim izgorevanjem, z fosilnimi gorivi ne vzdrži več. Celotno stvarstvo ne vzdrži več tega pritiska. Pomeni, nekaj se je tako spremenilo v celoti, da moramo tudi to spremeniti, če hočemo biti uspešni. Podobno je z evangelizacijo. Če hočemo biti uspešni v eni novi dobi, v eni novi kulturi, moramo začeti uporabljati nekatere druge metode, načine, ki nam bodo pomagali, da bomo do današnjih ljudi lažje prišli. Ker pač prejšnje ali govorice ali načina več ne razumejo. Če bomo danes brez elektronike poskušali oznanjevati evangelij, ne, bomo verjetno prelesli čisto zunaj. Kar pa ne pomeni, da ne bo ostala knjiga Svetega pisma na naših policah. Ampak ga bomo pa iskali še tudi po drugih poteh, kot smo prej razmišljali. Ampak včasih smo pa trdi in se nam zdi bolj varno ostati v nekih starih okvirih, ker smo bili tako pač navajeni. Kako bi nas spodbudili, da vendarle smo odprti tudi Svetemu duhu in gremo in sledimo tem novim potem? Ja, najprej bi bilo treba se navaditi vsak dan prositi Svetega duha, se odpirati Svetemu duhu. Ker duh je tisti, ki mora pokazati pravo pot. Ne? In če bomo molili k Svetemu duhu, to je en način molitve, ki je kar precej zanemarjen. Ko se pogovarjam z ljudmi, očeta še razumejo, ne? Boga očeta. Tudi Boga sina jim je dokaj blizu. Ne? Bog Sveti duh pa je kar malo oddaljeni Bog, ne? Skriti Bog, nerazumljeni Bog, ne vemo si, kaj z njim pravzaprav, predstavljati si ga ne znamo, ker je duh, ne. Zdaj tisti golob tako ni dovolj verjetno, ne. No, zato je v Svetem pismu tudi več podob za Svetega duha, poleg goloba je še ogenj, veter, ne. Torej vse te stvari nam vendarle lahko pomagajo, da malo globlje prodremo, ampak konec koncev ni pomembno si to iz Svetega duha toliko predstavljati, ampak verjeti, da je odnos med očetom in sinom v Bogu, v Sveti Trojici tudi oseba, da je to Božja ljubezen, ki je poosebljena v Svetem duhu in da je zdaj ta Božja ljubezen tista, ki sicer je ne vidimo, ampak deluje v nas lahko v vsakem trenutku in nas pravzaprav poživlja, nas oživlja. Zato v veroizpovedi tudi rečemo, izpovemo, da je Sveti duh Gospod, ki oživlja, ki daje torej življenje, ki prinaša življenje, novo življenje. No in biti odprt temu novemu življenju, ki ga Sveti duh prinaša. Ja, včasih je potrebno tudi se ustaviti, ne? Dati Svetemu duhu možnost, da ti spregovori. Tako, na ta način dobiš potem spodbudo in hkrati tudi moč za oznanjevanje. Zelo dobro je to delati tudi v skupnosti, v nekem občestvu, da skupaj molimo, skupaj prosimo, potem tudi skupaj se recimo pogovarjamo o tej stvari, ne? In ko se pogovarjamo o tej stvari, Sveti duh spet deluje. Meni je zelo taka ljuba predstava to, da ko se mi pogovarjamo med seboj, ko dajemo na mizo različne ideje, ne, in jih konfrontiramo med seboj, se odzivamo na te ideje, da je to pravzaprav kot da razprostiramo jadro, v katerega se lahko ujame veter Svetega duha. Če mi ne sodelujemo, če se mi ne pogovarjamo, pomeni, da Bog nima kam vet, ker on pa želi, da sodelovati z nami.
On ne želi sam delati sredi sveta. Čeprav bi lahko Bog sam verjetno kaj naredil, ne? Ampak hoče naše sodelovanje. In prav to, da se mi v skupnostih, v župnijah, v raznih skupinah pogovarjamo o novi evangelizaciji, pogovarjamo konkretno, kako bi nagovorili konkretne naše ljudi, sosede, s katerimi živimo. Ne? Ja, to je trenutek, ko lahko Sveti Duh zaveje v našo skupnost in nam da neke nove spodbude. Omenjali ste Svetega Duha in veter in na misel mi je prišel posnetek pogreba papeža Janeza Pavla II., kako je evangelsko knjigo Veter odpiral. Ja, listo. In če se še malo vrnemo k Svetemu pismu, kako ga odpreti, kako se resnično odpreti Svetemu Duhu, da nam bo on spregovoril med prebiranjem Božje besede. Malo smo že uvoda v to smer naredili, ne samo ob Svetem pismu, ampak tudi sicer biti odprt Svetemu Duhu. Prav je, da se spomnimo, da je Sveti Duh navdihoval zapisovalce Svetega pisma. Zato rečemo, da je Sveti Duh, da je Bog avtor Svetega pisma, ampak drugotni avtori so pa pisci Svetega pisma, ker se odraža v Svetem pismu tudi njihov način izražanja, njihova kultura, vse to je zajeto tudi v Svetem pismu, ampak osnovni avtor je pa Sveti Duh. In če hočem jaz zdaj po 2000, po 3000 letih razumeti, kaj je Sveti Duh navdihoval takrat, se moram tudi jaz odpreti Svetemu Duhu. Torej, Sveti Duh tudi navdihuje razumevanje Svetega pisma. Ne samo pisanje Svetega pisma, ampak tudi razumevanje. Zato bi še enkrat podčrtal, obračati se Svetemu Duhu, odpirati se mu, prositi ga za navdihe. Potem ena stvar, ki jo mogoče tudi premalo uporabljamo, je birma, zakrament svete birme. Zakaj ne bi se bolj zanašali na ta zakrament, ki je zakrament Svetega Duha, delovanja Svetega Duha? Seveda je že krst tisti, ki nas je naredil za tempelj Svetega Duha, ampak zakrament birme je pa tisti zakrament, ki dejansko v nas odpre, na nov način odpre delovanje Svetega Duha skupaj z nami. Ne? Torej, to je tisti zakrament, ki na nek način poveže mene, moje sposobnosti z darovi Svetega Duha. In če se spomnimo, da smo prejeli 7 darov Svetega Duha, 7 pa je število, zopet svetopisemsko, simbolno število, ki pomeni polnost. Torej, nam je Bog dal, nam daje Sveti Duh, ker birma je trajni zakrament, zato ga samo enkrat obhajamo v življenju, ker je trajni zakrament. Ne? Zato nam po tem zakramentu Sveti Duh daje vse darove, ki jih potrebujemo. Torej tudi razumevanja Svetega pisma. In kako to Sveto pismo na nek res konkreten način naobračati potem v svojem življenju, kako iz njega črpati moč tudi za oznanjevanje. Ne? Ja, pred branjem Svetega pisma je skoraj nujno prositi Svetega Duha za vodstvo in za razsvetljenje. Torej, ne takoj kar butniti v Sveto pismo, ampak se zaustaviti, umiriti v sebi in zares iskreno prositi Svetega Duha, naj mi on pomaga razumeti Sveto pismo in potem ga naobračati na situacijo, v kateri živim. Ja, utihniti v sebi in prisluhniti potem delovanju Svetega Duha tudi po prebrani Božji besedi. Tako tudi pri bogoslužju je prav, da recimo po branju Božje besede je nekaj tihote. Ne, da takoj začnemo za pridigo recimo ali za homilijo, ampak da duhovnik tudi pusti nekaj časa, da Sveti Duh deluje po konkretni prebrani Božji besedi. In šele potem doda recimo nek vidik, ki je mogoče konkreten tudi za današnjega človeka, za prav konkretne ljudi, ki so tam.
Seveda je pa prav, da tudi tisti, ki ima homilijo, prejšnje dneve ali prejšnji teden se ustavlja ob tej Božji besedi, prosi Svetega Duha, da ga navdihne prav v tej konkretni smeri, glede konkretnih ljudi, ki jih ima pred seboj, kaj ta Božja beseda želi povedati tem ljudem danes in tukaj. Mogoče ob tem opozorimo še na veliko bogastvo v Svetem pismu, namreč uvode v posamezne knjige oziroma v posamezne preroke. Nekateri so zares izredno bogati in razširjajo natančno to, o čemer govorite, torej celoten kontekst, v katerem je knjiga oziroma posamezna. Tako. Tudi v Svetem pismu imamo, v knjigi Svetega pisma imamo te uvode, ki je zelo dobro, saj k njim zatekati. Sedaj dobivamo tudi nov katoliški prevod Svetega pisma, v katerem niso samo ti uvodi, ampak so tudi opombe, bogatejše opombe, kot so bile do zdaj, in tudi pomagajo razumeti najprej tisti literarni pomen Božje besede, kot smo prej o njem govorili, in nam potem s tem razširjenim pogledom in znanjem pomagajo vstopiti tudi v konkretnost Božje besede za današnji čas, za moje življenje. Govorili ste o tem, torej, kako se odpreti Svetemu Duhu ob prebiranju. To je, če sam prebiraš. Kako pa gledate na to, da nekateri v skupinah, raznih skupnostih, tudi vemo pri Svetopisemski družbi Slovenije imajo to prakso, da skupaj prebirajo Božjo besedo in potem premišljujejo, torej, da v skupnosti tudi deluje Sveti Duh? To se mi zdi zelo dobro in zelo koristno, zato imamo tudi razne skupine, biblične skupine, ki prav pomagajo ljudem ne samo brati Sveto pismo, ampak tudi razmišljati ob Svetem pismu, tudi se pogovarjati ob Svetem pismu, kar je, kot smo že prej rekli, zelo pomembno, da skupnost zna navdihe Svetega Duha zaznati ob Božji besedi. Potem, biblična skupina je gotovo ena takšna zelo konkretna oblika, ki pomaga človeku globlje pristopati k Svetemu pismu, in tam so člani dejansko drug drugemu v pomoč. Tudi voditelj ni v glavnem zato tam, da bi razlagal drugim svetopismo, ampak da bi vodil tako vstopanje v svetopismo, in da bi pomagal, da bi vsi na nek način bili odprti Svetemu Duhu in tako drug drugemu pomagali pri razumevanju Božje besede. Kako še lahko beremo? Tudi v skupnosti, pa je lahko domača, recimo družina, mož in žena. Poznam veliko primerov, ko imajo možje in žene kar na telefonu aplikacijo, da jih zjutraj že počaka dnevna Božja beseda, in celo mi pravijo, da ker je možno v tej aplikaciji tudi poslušati, ne samo brati, da je prva stvar, ki jo naredijo, ko se zbudijo, pritisnejo na tisto, da začnejo poslušati Božjo besedo, ki jo aplikacija prinaša tudi v obliki branja, glasu torej. Poglejte, kaj je lepšega kot prve trenutke svojega zavestnega dne na nek način postaviti v Božjo besedo. Tam noter se najti. Ko se zbudiš, tako počasi, ko se prebujaš, že se prebujaš v Božji besedi. Mislim, takrat, ko smo še nismo čisto pri zavesti, mogoče še lažje Božja beseda globlje prodre v našo notranjost. Recimo, to je en tak način, kako lahko ob Božji besedi se poglabljamo, dnevna Božja beseda. Potem drugi način je tudi, da recimo se nekdo odloči ali ena skupina odloči, da bo brala Sveto pismo od začetka do konca. To je sicer kar tako maraton, bi lahko rekli, ker bo kar nekaj časa trajalo, ampak je tudi en način. Vsaj enkrat v življenju bi bilo dobro, da bi vsak kristjan prebral celotno Sveto pismo.
tudi tiste odlomke v Stari zavezi, ki so malo dolgočasni, pa jih ne razumemo, pa tiste bitke, pa boji, pa pobijanja, ampak jih poskušati razumeti v tem smislu, kot smo danes že rekli, ne, nekega razvoja, podobe Boga, podobe človeka, nekako, ker ti koraki pravzaprav se tudi v nas dogajajo, v vsakem izmed nas dogajajo. Mogoče na drugačen način, mogoče res ne ubijamo drugega, ampak v mislih pa marsikdaj komu zavijemo vrat, ne? Tako da ni to daleč od nas, ne? Tudi to prepoznavati ob tem in potem to prinesti v molitev, no, se mi zdi zelo pomembno, ne? Potem imamo recimo najdemo tudi pri biblični družbi in drugje na internetu najdemo sezname takih temeljnih odlomkov Svetega pisma. In to je morda zelo koristno, no? Še bolj kot brati celotno Sveto pismo, tiste bistvene odlomke, ki so taki, veste, kot so pri daljnovodih nosilci daljnovoda, ne? To so take močne točke, ne? Vmes se mogoče malo razvodeni, ampak ti odlomki so pa taki temeljni, bistveni. In da gremo skozi celotno Sveto pismo, recimo po teh odlomkih, ne? Recimo 100 najpomembnejših, ne? Je tudi en tak seznam, ki ga lahko najdete na teh pripomočkih, ne? Tudi nekateri kdaj poskušajo tudi tako, zlasti ko iščejo kak odgovor na kako situacijo, da odprejo, ker se jim odpre. In tam postavijo prst, ne, da bi gledali, in potem tam preberejo. In poskušajo razumeti, ali jim je Bog potem poskušal dati kak namig za to situacijo, v kateri se trenutno nahaja, ne. Ja, razne uvode smo že omenili, komentarje, imamo tudi kar v slovenščini že nekaj komentarjev Božje besede, vsaj nekaterih knjig, evangelijev, zlasti novozaveznih. Tudi to je način, da lahko globlje potem prodremo v pomen Svetega pisma. No, mogoče omenimo še to kot zadnjo možnost, oziroma ne kot možnost, ampak nekaj, kar je zelo, zelo starega, pravzaprav eden najstarejših načinov branja Svetega pisma je lectio divina ali Božje branje, bi slovensko lahko to prevedli, in ga poznamo že dejansko iz patristične dobe, torej iz antičnih časov cerkve, iz prvih stoletij cerkve, ga že nekako lahko sledimo. In ima 4 korake, recimo, branje. Prvi korak je branje. Izberemo odlomek Svetega pisma in ga beremo enkrat, dvakrat, trikrat, vsekakor nekajkrat preberemo Sveto pismo in pustimo, da na nas deluje. In pri tem branju je dobro imeti tudi svinčnik v roki, da se kaj počrtamo. Če je to moje osebno Sveto pismo, ni nič narobe, da se kdaj kaj počrtamo. Nasprotno je lahko to zelo zgovorno, ko boš čez 10 let vzel to Sveto pismo v roke, pa ta odlomek spet prebral, boš rekel, a tole me je nagovorilo takrat. Pa si kaj obrob napišeš, ne? Ali pa si izpišeš na list papirja in tam potem, vsaj tako v obliki točk, si zapišeš, kaj te ob tem branju posebej pritegnilo, kakšni vzgibi so v tebi nastajali, ne? To je zelo, zelo bi lahko rekli pomembno. No in potem pa prestopimo v drugi korak, ki je pa premišljevanje ali meditacija. To nekateri imenujejo prežvekovanje Božje besede. Ne? Zakaj? Ja, ker so prežvekovalce videli, da se najprej najejo, ne? Na hitro se najejo trave, ne? In potem pa se uležejo in potem pridejo koščki tega hrane, ki so jo pojedli, nazaj v usta in potem to prežvekujejo počasi, ne, da se izloči snovi se izločajo iz te hrane. No, tako je recimo to premišljevanje Božje besede, takrat se vrnemo nazaj k
tistim odlomkom, pa tistim besedam, ki smo jih počrtali, ki smo jih izpisali, ki so se nas na tak ali drugačen način dotaknile. Ja, se ne bojimo, tudi če se nas je negativno dotaknilo, ne? Tudi če je torej nek strah prebudilo v meni, ali neko negativno čustvo Božja beseda prebudila, tudi tja se je treba vrniti in razmišljati, zakaj pa sem se zdaj tega prestrašil. Ne? Bog me vendar noče prestrašiti. Ne? Tako, torej to premišljevanje Božje besede, tukaj si lahko pomagamo tudi z kakšnimi komentarji ali kaj takega, tudi uvodi, temi opombami. No in tako se nabere nekaj te hrane, ki je za mene pomembna. Ne? Zdaj, ko smo prežvekovali Božjo besedo, smo prišli do tega, kar je zame pomembno. No in takrat je potem primerno, da se odzovemo z molitvijo. Torej, da osebno Bogu zdaj rečem nekaj tej osebi, Jezus Kristus je Božja beseda, ali Svetemu Duhu, ki me vodi in navdihuje, ali Očetu, ki mi po Svetem Duhu in Sinu je hotel nekaj povedati, da se osebno obrnem in z neko osebno molitvijo izrečem nekaj. To, kar sem ob tej Božji besedi zaznal, začutil, prepoznal, ali se zahvaljujem za to, ali prosim za nekaj, kar čutim, da me Božja beseda na nek način usmerja, pa čutim, da ne morem še tega narediti, pomeni, potrebujem moč za to. No in tako, ko nekako izpovem v tej molitvi to, kar sem ob branju in premišljevanju zaznal, je trenutek, ko se pa moram jaz ustaviti. Ne? Pa nekako pustiti ob strani vsem svoje misli, vse in dati Bogu priložnost, da morda še on kaj mi reče ali kaj utrdi v meni. Ni nujno, da gre to z neko spoznanje, ampak kar biti v Bogu, ne? Biti v tem, kar sem zdaj z Bogom se pogovarjal, obstati tam, to imenujemo kontemplacija ali zrenje. V tej delu molitve pravzaprav poskušamo mi čim manj biti aktivni in dati pasivno aktivnost Bogu na razpolago, da on v meni nekaj naredi. In tako, ko čas mine, ki smo si ga določili, potem je prav, da tako molitev premišljevalna Božje besede zaključimo še mogoče z enim obrazcem molitve, z Oče našem, Zdravo Marijo. Lahko se pomenimo še s kakim svetnikom, ki smo ga že na začetku povabili, naj bo z nami pri tem premišljevanju, pogovoru. No, tako to je en zelo star način, ki so ga tudi po samostanih zelo uporabljali in ga še uporabljajo. In mislim, da v zadnjem času postaja tudi kar precej razširjen tudi med ljudmi, med kristjani. Tako smo prišli do konca zadnjega nagovora in s tem radijskega misijona leta gospodovega 2023. Beseda hvala je mnogo premalo za izjemen trud nadškofa Marjana Turnška, ki je prevzel težo osrednjega misijonskega križa. Gospod nadškof, hvala. Morda še spodbuda, ko nas okrepljene pošiljate pričevati v svet. Ja, Bogu hvala, pravzaprav ne. To je njegova ideja, tudi nismo širili, upam, nič svojega, ampak Božjega, torej res Bogu hvala, Svetemu Duhu hvala za delovanje najprej tukaj med nami, že ko smo se pripravljali na to, je deloval tukaj v studiu, je deloval. Hvala tudi Svetemu Duhu, da je deloval v naših poslušalcih. To kot eno zadnje sporočilo, kako je že naslov misijona? Ko se temelji reda podirajo. Hvala, Marjana. Ko se temelji reda podirajo. Ampak, če smo bili pozorni in šli skozi ta misijon, mislim, da na koncu ne moremo reči, da smo pesimisti. Nasprotno. Temelji reda se podirajo od izvirnega greha naprej. In se konec koncev bodo še naprej podirali. To, kar smo hoteli s tem misijonom osvetliti in zopet oživiti v vseh nas, je to, da nas Bog, kljub temu, da se svet podira, ni zapustil same. Da je z nami tudi v tem podiranju. In da ne bo pustil, da bi se svet popolnoma podrl, ampak da bo iz teh ruševin
ki jih tudi mi povzročamo, a ne, Bog gotovo ne, naredil nekaj novega. Novo nebo in novo zemljo. In misijon služi temu, da ne obupamo sredi vsakdanjega sveta, življenja, tudi trpljenja, bolečin, ki jih doživljamo, ampak da smo sposobni onkraj tega videti tudi Božjo navzočnost, Božje delovanje in se mu odpreti, biti hvaležen za to in se dati na razpolago za sodelovanje. Torej, dragi poslušalci in poslušalke, dajte se na razpolago Bogu, Svetemu Duhu, ne samo zdaj v misijonu, ampak vsak dan, in prepričan sem, da bo Bog vse nas vključil v ta odrešenski proces, ki je v teku. Pred zaključkom še blagoslov. Gospod z vami, In s tvojim duhom, naj bo slavljeno ime Gospodovo, zdaj in na veke, naša pomoč je v imenu Gospodovem. ki je ustvaril nebo in zemljo. Blagoslovi, varuje in vodi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda. Bogu hvala. Tudi danes sva bila poleg nadškofa Turnška z vami Marjana Debevec in Tadej Sadar. Vsi skupaj vam želimo vse lepo in obilo blagoslova. Z Bogom. Radijski misijon 2023, ko se temelji reda podirajo. Naše misijonske vsebine spremljajte tudi na spletu. Lahko jim vnovič prisluhnete v audio arhivu ali pa se naročite na podcast misijona radio.ognisce.si.